Lep pozdrav. Sprašujete me, kaj je to ME, kaj pomenijo kratice ME, SKU, CFS. Nisem se niti zavedla, da morda res tega nisem razložila. ME pomeni mialgični encefalomelitis, kar je isto kot sindrom kronične utrujenosti. Jaz rajši uporabljam kratico ME, ker se mi zdi ime sindrom kronične utrujenosti popolnoma neprimeren, saj opisuje en simptom. To je tako, kot da bi Alzheimerju rekli sindrom kronične pozabljivosti, pa mi vemo, da je veliko več od tega. ME, mialgični encefalomelitis, SKU, sindrom kronične utrujenosti, kaj pa je potem CFS? Chronic fatigue syndrome, ista beseda v angleščini. Zdaj nova klasifikacija ICD-11 ga celo opredeljuje čist kot nekaj novega. Niti ME, niti SKU, niti CFS, ampak post-viral fatigue syndrome, se pravi postviralni sindrom izžetosti, ker se pojavi po neki infekciji. Jaz se vam danes javljam iz posle, kot vidite, lepe pozdravčke iz Dobrne, tukaj se zebrice družimo, ampak kot vidite, tudi tukaj ne moramo biti pokonci, ker nas dobesedno položi. Ni možno, da smo skozi pokonci, ker smo tako utrujene osebe, izžete, izčrpane, ker nam pač telo ne dela tako, kot je treba, ker smo bolni. Zadnjič sem gledala ta novo švedsko konferenco, ko je bila, in tam je ena gospa napisala, da oni merijo pri ljudeh, a imajo res sindrom kronične utrujenosti ali ne, potem, da jim dajo okrog gležnjev neko zapestnico, ki meri, koliko časa so v posli, pa koliko ne. Jaz nisem imela občutka, da sem toliko veliko časa v posli, vedela sem, da sem dost, ampak nisem vedela, da sem toliko ogromno, dokler potem jaz doma nisem začela tega meriti. Vzela sem štoparco, pa sem merila, kolikrat jaz vmes ležim. Teh ur je toliko veliko, da me je sram povedati, koliko malo ur sem jaz v resnici pokonci, zato ker probam tiste ure, ko sem izkoristiti koristno, in tiste, ko ležim, še zmeri probam izkoristiti koristno, pa iz postle, Tako da življenje zato ne mine. To sem hotela povedati, da morda tudi to lahko namignete zdravniku, da ste si štopali, koliko časa vmes morate počivati. Ne samo, da ne morate funkcionirati, ampak da ste tako zanič, da sred, ko delate kosilo, ugasnete kosilo in greste počivati, ali pa sred, mi smo se zunaj pogovarjali, meni je tako bilo slabo, da nisem mogla več ne sedeti, ne stati. Ampak to ni nič novega, to je zame tako čist običajna stvar, verjamem, da tudi za vas, ampak na to bodite pozorni in to zdravnikom sporočite. Lepo bodite.